Daniel, želim ti zastaviti težko vprašanje, prav? Kako je judovska skupnost spodletela? Pogledamo naše ljudi v 20 in 30 letih in so v bistvu povsem odsotni. Pravkar sem se pogovarjal po telefonu z verjetno najbolj vplivnim ravnateljem v celotnem New Yorku in New Jerseyju. In kar mi je rekel, je bilo, da nihče nima načrta. Danes, v oddaji Quad Interviews se mi je v veliko čast pogovarjati z Danielom Rosnom, ki je soustanovitelj in predsednik organizacije Impact, ki mobilizira novo generacijo in jim pomaga v boju proti antisemitizmu. Daniel, dobrodošel v oddaji. Hvala, da ste me povabili, zelo cenim to. Daniel, želim ti postaviti težko vprašanje. V redu? Seveda. In prvo vprašanje, ki ga imam, je, kako je judovska skupnost pustila na cedilu novo generacijo? Kakšen problem poskušate tukaj rešiti? To je pravzaprav odlično vprašanje in to je nekaj, s čimer smo trenutno zelo tesno povezani. In preprost odgovor je, da v zadnjih 30 do 40 letih iz različnih razlogov, o katerih bi lahko govorili, ali pa nam ni treba govoriti, ampak iz različnih razlogov, naši mladi niso bili naučeni, da je njihova odgovornost, da spregovorijo, da povejo svojo zgodbo, da postanejo državljansko dejavni. Zato niso pripravljeni, niso izobraženi na ta način. Ampak Daniel, ali ni problem v tem, da ne poznajo svoje zgodbe? Ne, da je ne morejo povedati, ampak je ne poznajo, ker jih nihče ni naučil. Tako je v nekaterih primerih to res problem, v drugih primerih pa morda svojo zgodbo poznajo do neke mere, vendar nimajo dovolj samozavesti, da bi o njej govorili, ali pa jim je pretežko govoriti o tem, ali pa preprosto nočejo govoriti o tem. Obstaja veliko različnih različic tega specifičnega vprašanja. Še pomembneje pa je, da so v istem obdobju, v teh istih 40 letih, njihovi nasprotniki ali sovražniki, odvisno od tega, kako jih želite označiti, počeli ravno nasprotno. Organizirali so se, poučevali, vzgajali svoje ljudi, tako da to, kar danes vidimo z vzponom DSA, z Mamdanijem in zveste še predtem Ilhan Omar, Rashidot Tlaib in drugimi, ter AOC in vsemi tistimi, to ons neko sadovi njihovega dela, bi lahko rekli. Seveda. Točno tako. V istem obdobju, ko smo mi popustili in spremenili svojo osredotočenost, so oni naredili ravno nasprotno. In to se je zgodilo. In zato. Kar moramo narediti v bistvu je izobraziti celo novo generacijo mladih ljudi, da razumejo, da je to pravzaprav njihova odgovornost. Morajo se učiti, morajo delati in morajo razumeti, da je odvisno od njih. Od njih je odvisno, da naredijo te stvari. In zato, veste, ko pogledamo današnjo situacijo, pogledamo naše 20-letnike, 30-letnike, jih v bistvu ni nikjer, kot da bi bili povsem odsotni. In vprašanje je, kje so? Zakaj se ne pojavijo? Zakaj se ne izpostavijo? Kje so? Lahko govorimo o razlogih, ampak dejstvo je, da jih ni tam. In kar vidimo, je tisto, kar vedno vidimo na vsakem shodu, protestu, na spletu ali zunaj njega, kar vidimo, so srednje stari in starejši ljudje, ki se pojavijo. Pravkar smo imeli shod to nedeljo, kjer smo sodelovali pred mestno knjižnico v New Yorku, prišlo je 50 ljudi in spet. V čem je bil shod? V bistvu je bil v solidarnosti z judovskim narodom. To je bila zveza Afroameričanov, Latinoameričanov in Judov, ki so prišli skupaj, da bi povedali, da je antisemitizem, sovraštvo do Judov, kot rad rečem, nesprejemljivo v našem mestu. To je bil namen tega. In bil je izjemno vroč dan v nedeljo, prišlo je 150 ljudi. To je dobro. Kar je bilo lepo, v redu. Ampak bistvo je, da je bilo 95% teh ljudi srednjih let ali starejših. In tako, in bili smo na ducat takšnih dogodkov v zadnjih nekaj mesecih in spet je ista zgodba. To so ljudje srednjih let in starejši. Kje so torej tisti v 20 in 30? Spet jih ni, so pogrešani. In tako je Donald Rumsfeld nekoč slavno rekel: greš v vojno z vojsko, ki jo imaš. In ko to prepoznamo, se moramo resnično osredotočiti na ljudi, ki so pripravljeni se organizirati, stopiti v ospredje in odkrito spregovoriti. In to so ljudje, stari 55 let in več.
Torej, ko govorimo o današnjih izzivih in jih primerjamo ter razmišljamo o tem, kako razmišljati o jutri, imamo dve stvari, ki se dogajata hkrati. No, vprašanje pa je, kako potem vključiti mlade. Prav, to je super, to je treba narediti, vsi so spali. Druga stran, sovražnik, so načrtovali in novačili. In zdaj začenjamo z minusa, recimo, za starejšo generacijo. Morda celo z mlajšimi otroki pred fakulteto ali študenti, ki trenutno trpijo. Kako znova pritegnemo naše ljudi? In kaj je to, katere stvari počnete, da bi to dosegli? No, spet, to je odlično vprašanje. Trenutno, spet, hkrati se ukvarjamo s problemom današnjega dne in razmišljamo, kako ga rešiti za jutri. In Impact je trenutno sodeluje z vsaj 10 različnimi lokalnimi judovskimi srednjimi šolami, prav zdaj, ko govorimo, da bi dejansko dobesedno spremenili učni načrt. Do te mere, da je poslanstvo šol, poslanstvo izobraževalnega programa, poleg splošno izobraževalnih predmetov in judaike, je, da vsakmu učencu cepijo idejo, da je državljanska odgovornost njihova naloga. In tako, ko so volitve, ki so pomembne, da so vključeni, ko gre za to, da postanejo aktivni in trkajo na vrata, razumejo, da je odvisno od njih, kjerkoli so v življenju, da to ni naloga nekoga drugega. Tako imate približno 7000 judovskih otrok iz ortodoksnega in konservativnega okolja, ki vsako leto maturirajo na tem območju New Yorka in New Jerseyja. 7000 na leto. Torej, če začnemo v 9. razredu, do trenutka, ko pridejo v 12. razred in maturirajo, lahko vsako leto diplomira 7000 mladih ljudi. Če to pomnožite s 4 leti, govorimo o približno 30 000 mladih ljudeh, ki bodo pripravljeni na prihodnost. In seveda to še naprej množi. In to je samo znotraj te majhne skupine sodobnega ortodoksnega oziroma konzervativnega sveta, ko pa to razširite naprej, veste, na gibanja kot je JUSIS, ki spada v konzervativno vejo, ali na BBVO-je sveta, ki spadajo v reformno vejo, ali na programe Birthright po svetu. Mi, judovska skupnost, smo pravzaprav precej organizirani. Pa naj bo to s sinagogami, pa naj bo to z šolami. Torej, gre za to, da pritegnemo te mlade ljudi. Ja. In tako sem trenutno, prav zdaj, ko govoriva, pravkar govoril po telefonu včeraj in danes z dvema najboljšima ravnateljema na tem območju in načrtujemo, majhen namig, načrtujemo, da bomo oktobra organizirali velik shod v New Yorku. In želimo, da se zbere 20 000 ljudi. Wow. In osredotočeno bo predvsem na študente. In to bomo še razširili. In to bo, upajmo, izhodiščna točka. To se sliši neverjetno. In na tej osnovi graditi. Gradili bomo skozi vse leto in učni načrt bo osredotočen, saj je to del izobraževalnega procesa. In ko razmišljamo o jutri, tako bomo gradili svojo vojsko. Sliši se odlično, ampak dovolite, da vam postavim vprašanje. Ali je 7. oktober vse prebudil, ali pa je bil to trenutek demoralizacije za judovsko skupnost? Odvisno, koga vprašate. Prav, odvisno je, na katero kategorijo judovske skupnosti mislite. Pri mladih. Spet, mladi, vsi so bili presenečeni. Zdi se, da so mladi spet. Vprašanje je, kaj je tvoja prioriteta? Kaj je tvoja prioriteta? In spet, kje so ljudje v svojih 20-ih? Kje so? Kje so ljudje v svojih 30-ih? Ne vemo, kje so. Ampak zagotovo se ne vključujejo. Seveda pa obstajajo izjeme. Obstajajo čudovite izjeme, veš, ampak spet, deloma lahko kažemo s prstom, če želimo. Mislim pa, da to ne pomaga. Mislim, da je bilo veliko ljudi, rad uporabljam besedo, na novo usmerjeni in razumejo nov trenutek, v katerem smo, ampak tega vprašanja ne morem neposredno odgovoriti. Odvisno je, s kom govorimo. V mnogih primerih ja, v drugih pa ne. Ker imamo ta pojav Judov 8. oktobra, ker so v bistvu ljudje, ki so mislili, da je antisemitizem nekaj iz zgodovinske knjige, da tega nikoli niso zares izkusili. In nenadoma 8. oktobra, ko so množice motile spominska bdenja ob pokolu 7. oktobra, veste, in ko Izrael še sploh ni odgovoril in nas že krivijo, mislim, da se strinjam s tabo.
Strinjam se, da so bili to različni deli skupnosti. Ampak veliko otrok se je zbudilo in si reklo, no, zdaj so iz mene naredili Judinjo. Mislim, da je več 10 000 ljudi, ki so prav taki. Ja. Lahko govorim zase. Prav. Ko sem bil študent na NYU, sem bil aktivist v času druge intifade. In potem sem diplomiral leta 2002 in to je to. Od takrat sem v zasebnem sektorju, pravzaprav lahko vidite mojo čudovito pisalno mizo, kjer zdaj sedim. Še vedno sem v zasebnem sektorju, vendar pa sem po 7. oktobru in 8. oktobru, po tem, kar smo videli, točno tako, kot si opisal, spoznal, da ne morem več stati ob strani. Moral sem postati aktiven in to sem tudi storil, zato se imam za enega izmed teh ljudi. In tako imaš na tisoče ljudi, ki so resnično bili in spet, kar zdaj vidimo, kar je spodbudno, česar v zadnjih 2 letih in pol, v zadnjem polletju nismo videli, začeli smo opažati združevanje različnih posameznikov, različnih skupin, ki opravljajo odlično delo. Delo na ulicah, organiziranje shodov. Lahko vam dam primer, kar smo pravkar videli to preteklo nedeljo, sem vam opisal. Prihajajočega 6. septembra bo velik dogodek, ki se bo kmalu zgodil. 9. septembra bo še en dogodek, ki se bo zgodil, spet bo to pohod. V zadnjih nekaj mesecih je bilo vsaj ducat shodov in imate skupine kot je Impact, kot smo mi ali kot je NGO Hatred. Ja. Druga skupina, ki je res prevzela vodilno vlogo pri tem, ampak zdaj vidiš nekaj drugega, zdaj vidiš nekaj drugačnega, kot si videl pred letom dni. Torej so se ljudje prebudili. Ja. In to zdaj opažamo. Zelo zanimivo je, Daniel. Videla sem, da si sodeloval na demonstracijah proti bojkotu izdelkov iz Izraela, ki si jih opazil v supermarketu. Povej nam malo več o tej zgodbi in kako je to, kar ste naredili, pomagalo. Obstaja zadruga v Park Slope v Brooklynu. To je zelo napredna skupina ljudi. Dolga leta so bili, kot veš, izraelski izdelki v takem zadružnem supermarketu. Odločili so se izvesti BDS kampanjo in izločiti izraelske izdelke. Naš odziv pa je bil eden od več različnih odzivov. Naš odziv je bil, da smo stopili v stik z OSM in rekli, hej, želimo nekaj narediti. To smo poimenovali Bamba brigada in podarili so nam 10 000 vrečk bambe in drugih izdelkov. In mi smo imeli 35 različnih lokacij po celotnem mestu s 3 člani ekipe, ki so delili bambo, delili letake in slogan, ki smo ga ustvarili, je bil BDS je nestrpnost. Ja. In to je bilo v bistvu to, kar smo naredili. To je bil naš odgovor. Pri tem smo govorili s povprečnimi Američani, delimo bambo, delimo bizli in povemo nekaj o BDS in kaj je narobe s tem, ter zakaj ni prav. In to je bil naš odgovor. In to smo počeli tudi pred zadrugo. Izbrali smo približno 35 lokacij, naj bo to Penn Station, Times Square, pred zadrugo v Queensu in Brooklynu, pravzaprav v vseh 5 okrožjih. To smo počeli. Torej smo se še bolj zavzeli za izraelske izdelke, namesto da bi dovolili, da jih bojkotirajo. To je bila naša ofenziva. Točno tako. Če nas želite prizadeti, je naš odgovor ta, da bomo pomagali podjetjem. Ja. In pritegnili bomo pozornost. To je bil primer organizirane akcije in dobili smo kar precej medijske pozornosti zaradi tega. In za nas je večina stvari, ki jih počnemo, takih, da radi dobimo medijsko pozornost, ker tako vplivaš na javni narativ. Ne? Ker zdaj je na 100 000 ljudi izvedel, kaj počnemo. In izpostavili smo, veste, z našega vidika, kaj je narobe z BDS in zakaj zadruga ravna narobe. To je bil naš odziv v tej konkretni situaciji. Ali vas skrbi, živite v New Yorku, vas skrbi, kar vidite okoli sebe, mandani, ves ta normalizirani antisemitizem, se bojite zase, za svojo družino? Se kdaj vprašate, kam bo to pripeljalo? Kako se bo to končalo? Torej, se dogaja veliko histerije. Redo? Zdaj nočem ničesar omalovaževati. Zadnje, kar želim, je karkoli omalovaževati. In seveda moramo biti zelo zaskrbljeni glede širših trendov. Sem zaskrbljen za svojo varnost? Ne, nisem. Preprosto nisem. To je resnica. Mislim, da ni čisto tako. Spet, naslovi v novicah včasih naredijo vtis, kot da je morda malo huje, kot v resnici je. Z drugimi besedami, vsakič, ko je nekdo napaden ali kaj podobnega, je to grozna stvar. Ampak, če želite iskren odgovor, osebno nimam občutka, da sem tarča. Ogrožena. Ne hodim naokoli s kipo. Tako da ne vem, kakšen je ta občutek, ampak kot Jud, ki danes živi v Ameriki, v New Yorku danes, se ne počutim na način, kot si ga opisal.
Ampak to ne pomeni, da moramo zagotovo, veš, ne smemo dovoliti, da se ta trend nadaljuje. Zagotovo ne. Torej, Danje, govoriš o tem, da greš neposredno v šole, na srednje šole in nekako spreminjaš učni načrt. Katere so tri glavne veščine, torej katere so tri glavne stvari, ki jih moraš spremeniti v trenutnem judovskem učnem načrtu na judovskih šolah, ki jih zdaj nimajo, ti pa jih dodajaš? Prva stvar bi bila, da mladi razumejo, da je vse odvisno od njih, da je njihova odgovornost, da se dejavno vključijo v javno življenje. Pa naj bo to preko različnih kampanj ali politike. To bi bila prva stvar, da ko se zgodijo pomembne stvari, A, grejo ven in volijo, in B, postanejo aktivni, kjer lahko delijo letake, hodijo od vrat do vrat. In res je, to je način razmišljanja. Torej, misliš državljansko angažiranje? Tako je. To bi bila številka 1. Druga bi bila, da spregovorijo, ko se kaj zgodi pred njimi, in da povejo svojo zgodbo. In tretja bi bila, da so odporni na pritiske, s katerimi se soočajo. In ali ste začeli opažati kaj drugačnega zdaj, ali šele začenjate? To se šele začenja. Prav. To se dobesedno šele začenja. Pravkar sem govoril po telefonu z verjetno najbolj vplivnim ravnateljem v celotnem New Yorku, New Jerseyju, v svetu modernih ortodoksnih Judov, ki ga sestavlja 41 šol, kar je precej pomembno. In kar mi je rekel, je bilo, da nihče nima načrta. To je prvi načrt, za katerega je dejansko slišal, da bi lahko resnično nekaj spremenil. Torej, to je nekaj, kar se šele začenja kot vroča novica. To se dogaja medtem, ko govorimo. To se dogaja. In tako bodo tudi danes potekali še dodatni pogovori. Dogodek želimo ponovno organizirati oktobra, takoj po koncu praznikov. In to bo prelomnica, resnično izhodišče za najprej enotnost med temi šolami. In to je začetek, ne konec. Nato pa še prilagoditev učnega načrta. Tako bomo lahko diplomirali 7000 študentov. In to ne vključuje nobene od bolj sekularnih, konzervativnih ali reformiranih organizacij. To velja samo za ortodoksne šole. Če to razširimo, potem govorimo o veliko večjem številu. In povedati vam moram tudi, da ne morem dati natančnih podrobnosti, ampak trenutno se v svetu poletnih taborov dogaja celoten gibanje, kjer recimo Camp Rama, ste že slišali za Camp Rama? Ja, seveda. Camp Ramah je dolga leta opravljal odlično delo. In nekje na tej poti se je del tega poslanstva nekoliko spremenil. In zato obstaja resno prizadevanje, da lahko pridemo do otrok preko dnevnih šol in srednjih šol. In potem lahko do njih pridemo tudi preko taborniškega sistema. In zelo pogosto v taborniškem sistemu imate opravka z bolj sekularnimi učenci, lahko bi rekla, mladimi ljudmi. In tako se nekaj dogaja prav zdaj, medtem ko govorimo, kar se bo ponovno osredotočilo na taborništvo in vcepljanje, izobraževanje mladih, da razumejo, kakšne so njihove odgovornosti. Torej je to skozi izobraževalni sistem med letom, pa tudi skozi taborništvo. Daniel, kaj misliš, če sploh, kakšna je vloga Izraela pri tem, kar poskušate doseči? Mislim, poglej, antisemitizem obstaja ne glede na Izrael, to vemo. Ampak priročen izgovor za antisemitizem je trenutno anticionizem. Ali pa, veš, vojna je nekako pospešila nekaj, kar se je že kuhalo. Mislim, 7. oktober je samo razkril tisto, kar se je že kuhalo. Torej, če je temu tako, mislim, vemo, da sta Izrael in antisemitizem ter anticionizem povezana. To je le nekakšen politično korekten način, da si antisemit. Torej, kot država, kot oseba tukaj v tej državi, kakšna naj bi bila naša vloga pri usposabljanju naslednje generacije voditeljev v diaspori? Torej, glejte, Judi v Združenih državah se morajo zanesti sami nase. Ampak v popolnem svetu bi Izrael prepoznal, kako pomembna je ta razprava. To je večja razprava. To je DSA. To je kapitalizem proti socializmu. Ja, to je civilizacijski boj. Točno tako. Če DSA zmaga, kaj to pomeni za Izrael, si sploh nočemo predstavljati. V redu? Torej, bistvo je, da je to, kar se dogaja tukaj v Združenih državah, v tem boju med socializmom in kapitalizmom,
tako pomembno za prihodnost Izraela, da tega ni mogoče preceniti. Torej, podpiranje tega, kar počnemo tukaj, je kot pravzaprav obstaja neposredna povezava, ki jo lahko. In sovraštvo do Judov, kot vemo, se sliši, kot da se ponavlja znova in znova, vendar se začne pri Judih in nato se razširi še na druge in druge in druge. Seveda. In zato bi moral Izrael posvetiti ogromna sredstva nameniti temu boju. In ljudje so o tem govorili, potihem govorili o tem, ampak spet Izrael ima toliko na svojih plečih, ne vem, če so tega sposobni, ampak o tem bi morali zelo, zelo resno razmisliti. Jaz bi celo priporočil nekakšen kvazi vladni oddelek, ki bi bil temu namenjen. Ne mislim le neki pisarn, mislim zgraditi kot pomislite na Sočnut. No, imamo ministrstvo za diasporo. Morda bi ga morali prenoviti. Spet jaz razmišljam veliko širše, veš, kot stavba z popolno zavezanostjo takšnemu boju. Res mislim, da bi to bilo, spet razumem, da ima Izrael veliko na svojih plečih. Ampak vseeno, mislim, Izrael je država za vse Jude po svetu, domovina za vse Jude. In zato bi morali prevzeti odgovornost za težave drug drugega. To smo vedno počeli in to moramo početi še naprej. Daniel, res je impresivno, da je nekdo kot si ti s kariero v zasebnem sektorju preprosto postavil svoje osebne prioritete na stran in se res posvetil skupnosti. Imaš kakšen vpogled ali obžalovanje? Ne, mislim, da govoril sem s svojim očetom, s katerim na srečo še vedno delam, pa tudi z bratom. Mislim, da sta oba precej časa posvetila temu, veš. Ampak rekel sem mu, veš, ponosen sem nase, da sem to rekel v tem trenutku, veš. Ves čas odgovarjam na vprašanje, kaj bi naredil. In to je tisto, za kar sem, porabil veliko časa. In to izhaja iz tradicije moje družine. Veš, po mamini strani, moja mama je aktivistka do obisti in to sem vedno opazoval. In potem po očetovi strani, veš, moj dedek je bil borec. Tako da imam to vrstno tradicijo. In veš, brez obžalovanj, to je izziv našega časa. Narediti moram vse, kar lahko, da se uprem. To je neverjetno. Hvala, da si sprejela ta izziv. Veselimo se, da bomo videli revolucijo, ki jo boš naredila z mladimi. Da bomo videli, veš, mlado generacijo ponosnih Judov, ki ne bodo sprejeli antisemitizma, ki je bil usmerjen proti njim, ampak bodo ponosno stali pokonci in se upirali. Najlepša hvala, Daniel Rosen iz Impacta. Najlepša hvala, da ste me povabili.